Prihodnje leto Nogometno zvezo Slovenije čaka velik zalogaj. UEFA je namreč zaupala organizacijo Evropskega prvenstva za selekcijo do 17 let. To bo prvi večji nogometni dogodek v Sloveniji, ki bo odmeval po vsej Evropi. V ta namen je projektna skupina delo zastavila že leto dni pred samim tekmovanjem, medtem ko je bila do sedaj praksa, da so se države na prvenstvo pripravljale 3 do 4 mesece pred dogodkom. Na Nogometni zvezi Slovenije pa so že zavihali rokave. Nogometna zveza se je na ta dogodek izjemno dobro pripravila, vsaj po moji oceni. Torej, projekt poteka intenzivno že več kot mesec dni, seveda rezultatov ni in tudi jih še dolgo ne bo. Vendar pa je projekt tako kompleksen, da smo se ga na osnovi izkušenj predhodnih organizatorjev lotili dovolj zgodaj, da imamo dovolj kvaliteten material, bom rekel, da je ekipa, ki je sestavljena, zelo kompetentna in da smo se že lotili prvih korakov v tem projektu. Prvenstvo bo potekalo v pozno spomladanskem času, zato je potrebno zagotoviti vso podporo, ki jo bodo reprezentance potrebovale. Vsem 8 želijo na Nogometni zvezi Slovenije zagotoviti vrhunske pogoje in upravičiti zaupanje UEFA v boju za organizacijo prvenstva. Mi moramo v čim krajšem času doseči dogovor z ponudniki hotelskih storitev, da glede na to, da bo tekmovanje v relativno občutljivem obdobju prvomajskih praznikov oziroma takoj za njimi, da imamo rezervacije kapacitet, da imamo dogovore s hoteli, da dosežemo ugodne cene, da se izpogajamo glede vseh pogojev, ki bodo pri tem, in pa seveda, da poskrbimo za vse, kar namestitev tako reprezentanc te kvalitete oziroma reprezentanc na finalu Evropskega prvenstva nudi. Udeleženke, ki bodo znane šele malo pred prvenstvom, bodo v Sloveniji odigrale 15 tekem na 4 do 6 stadionih, od tega bo 8 tekem v prenosu Eurosporta. Vsaj 2-krat toliko bo treningov. S tem je Nogometna zveza Slovenije po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Južno Afriko znova poskrbela za izjemno promocijo države. Za Slovenijo samo pomeni nedvomno močno učvrstitev svoje pozicije v okviru UEFA nogometne družine. Ne gre spregledati dejstva, da smo prvenstvo dobili v konkurenci kar močnih držav. Konkurenco med Izraelom, Luksemburgom, Slovaško, Češko in Makedonijo je dobila ravno Slovenija, tudi na račun dobrega sodelovanja v preteklosti in lobiranja vodstva krovne nogometne organizacije pri nas. UEFA smo nedvomno prepričali z dosedanjo organizacijo večjih kvalifikacijskih turnirjev in pa tudi Elite Round turnirja, ki smo ga organizirali leta 2009. Mislim, da je dodelitev turnirja tudi nagrada dolgoletnega dela mnogih funkcionarjev, predvsem tistih najbolj izpostavljenih, ki so na UEFA prikazali in dokazali, da v Sloveniji nogomet ne dojemamo kot neko stransko igro, ampak kot del življenja. V želji po vrhunski organizaciji se je del delegacije mudil v Srbiji, kjer je na lastni koži doživel utrip takšnega tekmovanja in pridobil izkušnje, dobro prakso pa bo lahko uporabil tudi na domačem prizorišču. Seveda pa je cel kup organizacijskih rezerv, ki smo jih mi opazili in upam, da se jim bomo uspeli izogniti. Vsa prvenstva so bila do sedaj dobro organizirana, mi pa resnično želimo doseči to, da tudi majhna država je sposobna vrhunske izvedbe takega prvenstva. Sicer v terminu Evropskega prvenstva Nacionalni nogometni center še ne bo na voljo, bodo pa prizorišča razpršena po vsej Sloveniji. A njena majhnost je v tem primeru prednost, saj bo nogometni navdušenec lahko v živo spremljal večino dvobojev. Natančne lokacije bodo potrjene pozno jeseni. Vse do zadnjega pa ena neznanka ostaja. Velika neznanka, ki je zelo moteča, ampak se ji ne da izogniti, pa je ta, da do konca meseca marca praktično ne bomo vedeli, katere države bodo udeleženke prvenstva. Za potrebe prvenstva se bo angažiral velik del Nogometne zveze Slovenija. Sodelovalo bo okoli 700 prostovoljcev, sam proračun projekta, ki ga v veliki meri financira UEFA, dosega vrednost 1,3 milijona evrov. A Slovenija na ta račun ne bo zaslužila. Sredstva se bodo namenila tudi ureditvi trave in izboljšanju okolja, v katerem bodo reprezentance nastanjene. Dolgoročno bo pridobil predvsem slovenski nogomet, s čim pa bi bili tisti, ki se s projektom ukvarjajo vse od začetka, zadovoljni. Zadovoljni bi bili z obiskom okoli 40 000 gledalcev na vseh tekmah skupaj, seveda. Zadovoljni bi bili z
odmevnim nastopom slovenske reprezentance, zadovoljni bi bili z spektaklom na finalu Evropskega prvenstva. Prvenstva naj bi se udeležil celotni vrh UEFA, kar dokazuje, da Evropska nogometna organizacija temu ne namenja tako malo pozornosti. To pa je tudi izjemna priložnost za generacijo letnika 1995, da se selektorjem Milošem Kostićem na domačem terenu izkaže in izkoristi prednosti, ki jih bodo domače zelenice ponujale. Jaz sem prepričan, da bodo ti fantje znali izkoristiti trenutek, ki jim je podarjen. Niti ena generacija slovenskega nogometa še ni imela možnosti nastopanja na Evropskem prvenstvu pred domačo publiko. Ne želim pa jih s tem preveč obremenjevati. Naj bo to delo selektorja. Euro 2012 bo uvod v kasnejše Evropsko prvenstvo, kjer si svojo udeležbo skuša zagotoviti tudi članska izbrana vrsta. Prihodnje leto bo tako nogometno izjemno pestro. Slovenija pa ima priložnost, da se še utrdi v evropskem nogometnem zemljevidu.